Ok, mislim, da lahko kar začnemo. Spoštovane ravnateljice, ravnatelji, pomočnice in pomočniki ravnateljev, dobrodošli na osrednjem dogodku, ki obeležuje Dan varne rabe interneta 2016. Že kar nekaj let po večjih državah po vsem svetu v začetku februarja obeležujemo ta dan, ko se spomnimo, kako pomembno je, da se sprašujemo o varnosti na internetu, o tem, kako modro in preudarno uporabljati nove tehnologije, internet, vse tele računalnike, mobilne naprave in tako naprej. In danes smo tudi mi del tega velikega dogajanja po vsem svetu, ko smo se zbrali na temle izobraževalnem seminarju za vodstvene delavce šol, ki smo ga naslovili Problematika spletne varnosti v šolah. V naslednjih urah se bomo skozi govore 7 govorcev nekako prebijali skozi to tematiko, se seznanjali s tem, kaj lahko vi kot vodstveni delavci na svojih šolah naredite, da internet postane ne le varnejši, ampak tudi prijaznejši, kar je tudi slogan letošnjega dneva varne rabe interneta. Današnji dogodek je organiziral Safe.si, omogočila in sponzorirala pa sta ga še Simobil in pa Gospodarska zbornica Slovenije. Safe.si je osrednja točka ozaveščanja o varni rabi interneta, ki nagovarja ciljne skupine, predvsem otroke in mladostnike, pa seveda vse tiste, ki imajo z njimi največ dela, opravka, se pravi vse delavce na šolah in tudi starše teh otrok. Sicer je Safe.si del Centra za varnejši internet, pri katerem sodelujejo partnerji Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Zavod MIS, Zveza prijateljev mladine Slovenije in pa Arnes. Center za varnejši internet financira naše Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in pa agencija INEA pri Evropski komisiji prek instrumenta za povezovanje Evrope. Poleg Safe-a sta še drugi glavni storitvi tegale centra, še svetovalna linija za težave na spletu, Tom telefon, in pa prijavna točka za nezakonite vsebine na internetu Spletno oko. In takole, ko smo se zdajle spoznali, še preden povabim prvega govorca na oder, imam eno tako redko priložnost in jo bom z veseljem izkoristila, da delim z vami tudi nekaj svojih misli. Namreč že 5 let hodim po osnovnih šolah po vsej Sloveniji in mislim, da sem jih obiskala že preko 100. Tako da imam že kar nekaj izkušenj s tem in ob vsem tem se mi porajajo zanimiva opažanja, pa seveda tudi vprašanja. Malo sem že razvila eno tako možnost, da ko pridem v šolo in takoj stopim skozi vhodna vrata, lahko po nekem vrvežu v šoli ocenim, kakšno bo pravzaprav tudi stanje v razredu, koliko bojo otroci dovzetni za to, o čemer se bomo pogovarjali, koliko bojo radovedni, kakšna bo disciplina v razredu. Vse to se da kar hitro opaziti. No in ena stvar, s katero se posebej ukvarjam v zadnjem času, je pa obisk na predavanjih za starše. Namreč nekaj let izvajam zdaj že tudi to, tako da šole obiskujem tudi popoldne in opažam, da dostikrat organizatorje tega predavanja na šoli kar skrbi, kakšen bo odziv, in res se žal pogosto zgodi, da na kakšni veliki šoli predavam peščici staršev. Takrat se potem seveda vedno sprašujemo, zakaj je prišlo do tega, in potem probam nekako najti razloge v primerjavi s tem, ko na nekaterih šolah pa je staršev veliko in predavalnica poka po šivih. Kaj zdaj gre za napačen termin? A smo izbrali napačen dan v tednu? A smo mogoče poslali premalo udarno vabilo, da bi starše zainteresirali? No, ampak prišla sem pravzaprav do enega svojega zanimivega zaključka, še enkrat poudarjam, da tukaj ne gre za kakšno z metodo podprto znanstveno raziskavo, ampak praviloma so dobro obiskana predavanja tam, kjer
tuji ravnatelji stvar vzamejo zelo resno, pridejo na predavanje, nagovorijo starše in ne, da se zahvalijo staršem, da so prišli na predavanje, ampak nekako izrazijo, da se to od njih pričakuje. In to se mi zdi eno zanimivo opažanje. Na teh šolah ravnatelji razumejo in staršem pojasnijo, da je šola ena skupnost, kjer sodelujejo vsi starši, skupaj z učitelji, skupaj z otroci in da neke odločitve, ki se mogoče staršem zdijo čisto nekako intimne in da bojo vplivali samo na njihovo družinsko življenje, so pravzaprav del večje zgodbe in bojo vplivali tudi na odvijanje in razvijanje poteka, dogajanja v šoli. Zdaj, če vzamemo primer, da se neki starši odločijo in otroku že v 3. razredu kupijo mobilni telefon, to ne bo ostalo brez posledic tudi na šoli. Namreč ostali njegovi sošolci bojo kmalu začutili tudi to potrebo in bojo seveda začeli pritiskati na svoje starše. In tako se bo v pol leta zgodilo, da bojo vsi ti tretješolci že imeli mobilni telefon. S tem se bo seveda spremenilo njihov način preživljanja prostega časa, spremenil se bo njihov odnos do sveta, namreč preko teh naprav lahko pridejo seveda v stik z vsebinami, ki še zdaleč niso za njih primerne. Če bi te starši drugače sprejeli tisto odločitev, bi mogoče ti otroci bili lahko brez naprav še leto, 2, 3. In to se mi zdi zanimivo, neko opažanje, kako je potrebno vsem, ki so udeleženci te skupnosti, razložiti, da ne gre samo za vsoto posameznikov, ampak da imajo naša dejanja potem seveda večji vpliv, kot se mogoče sami zavedamo. In v tem smislu seveda obisk predavanja ne gre samo za to, da bomo lahko uredili neko našo družinsko situacijo, ampak pravzaprav aktivno sodelovali pri oblikovanju ene varne in prijetne skupnosti. Tako s temi svojimi prvimi mislimi vas torej vabim na eno tako aktivno sodelovanje v vsem, kar nas danes čaka. In pravzaprav prvo besedo, kar že prepuščam Markotu. Marko Pušner iz safe.si nam bo predstavil analizo stanja na področju šolskih pravilnikov oziroma vzgojnih načrtov v povezavi s tematiko varne in odgovorne rabe novih tehnologij. Prosim.